Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o knjigi Zadnja vijoličasta bledilka, ki sta jo ustvarili ljubiteljica in poznavalka sveta gliv Katarina Grabnar-Apostolides in pa pisateljica Ana Schnabel. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Takoj v uvodu lahko preberemo, da to ni gobarski priročnik. Mogoče, če nam za začetek povesta, kaj pa pravzaprav je ta knjiga? V bistvu je biografija prepletena z gobami pa z mikologijo. Tako da... Jaz to lahko sam potrdim, mislim, da si dobro povzela. No? Zagotovo nima namena knjiga, da bi zdaj ljubiteljem gob ali pa ljudem, ki gobe zanimajo, predstavlja vsako posamično vrsto posebej, pa njeno uporabo in podobno, ampak jih uvedla v svet gliv, ki je pač precej razplasten, no? Pa zanimiv. Super. Kako pa je potekalo vajino sodelovanje? Ana, na začetku lahko beremo, da si bila precej skeptična do tega projekta, oziroma da o glivah nisi vedela preveč. No? Zdaj, kaj sem jaz v knjigi, se razlikuje od tega, kaj sem jaz zasebno. Jaz sem sebe precej fikcionalizirala, zato ker se mi je zdelo, da moram mogoče svojo osebnost majčkeno odmakniti. Tako da jaz sem nekaj o glivah seveda vedela, ne to kot Katarina, nisem čisti neznalec, ne? Ampak sem se odločila, da je mogoče zaradi dramske napetosti bolje, da sem tukaj popoln idiot, tako rekoč. Ne idiot, ampak res samo idiot. In sem s tem pol vstopila tudi v samo besedilo. To se mi je zdelo, da bolj produktivno od nekoga, ki že veliko ve in se bo zdaj pogovarjal z nekom, ki še malo več ve. No, kako pa ste se odločili, v bistvu, da boš dala ti kot pisateljica knjigi ta avtorski pečat, no, da ne boš recimo samo pisateljica v senci? Jaz zelo težko nimam sloga, to je verjetno že ena omejitev. Se pravi, slog je šnablovski, čeprav je bistveno bolj publicističen od vseh mojih ostalih tekstov, ker je to tudi sam projekt zahteval, da je to nekaj, kar bo ljudje brali, z veseljem odprli, kar jih bo vleklo. In mislim, da je res slog tisti, ki je šnablovski. Sicer pa sam pristop je pa polanovski. No? Če pač poznate nature writing kot tak, pol veste, da obstajajo neke zakonitosti v tem, kako predstaviti eno kompleksno temo, biološko temo javnosti. Publicizem plus nekaj znanosti, ne preveč znanosti, ker to ljudi ubije, kakšne anekdote in tukaj tudi pač zelo zanimiva Katarina življenjska zgodba, zelo posebna. No. Katarina, kako pa ti potem... Katarina, kako pa mogoče malo več o samem procesu? No? Vseeno gre za zelo osebno zgodbo, da ste se pogovarjali veliko o tem. No? Kako sta prepletali to tvojo življenjsko zgodbo in pa zgodbo o glivah? Ja, jaz mislim, da je rezultat odličen. In tudi tukaj se vidi, kako lahko recimo dve osebi, ki ste si precej različne na nek način, ustvarite nekaj tako čudovitega, eno tako umetnost, kot je ta knjiga. Se mi zdi, da je ful, mislim, hvala ti za to. No. Jaz tega nikoli sama ne bi zmogla narediti. No, povezoval je pa tudi sam naslov, je bil nekako ta vstopna točka. To je pa resnično. Ker kot pojasnim v vodni anekdoti, sem se celo življenje spraševala, o tem, kaj pomeni Last Amethyst Deceiver, ki je naslov ene mojih najljubših pesmi, in to mi je pojasnila Katarina, to je pač prepoznala kot glivo. Človek si ne bi mislil, ampak ja, to je goba. No in potem sem vedela, da sem mogoče zdrsnila v nekaj, kar utegne biti zame fajn dogodivščina, no, tudi kot za avtorca. Sicer pa, ko si Rano vprašal, ta knjiga nastaja na podlagi intervjujev in pač tudi gobarskih združenj, tako zelo simple matter of fact. Mislim, da sem Katarino v tem času kar dobro spoznala. No. Če ne bi, potem tudi ne bi mogla tega predati. Ja, sva šli včasih na kavo, na čaj, pa včasih v gost, takole med gobami, tako da je bilo prijetno, no, vse skupaj. Super. Kako ste se pa odločila, kako boste dozirali to znanost? Ne? Do kakšne mere boste zdaj znanstveni in ne? Zdaj, Katarina
je amaterska mikologinja, kar pomeni, da operira z nekimi pojmi, s katerimi mi navadni smrtniki ne zares. No, ampak jaz kot piflarka sem hodila to posnemati. Potem so me pač po prvem draftu me je urednica Branka Fišer opozorila, da to ne bo šlo, ker je bilo biologije toliko, sicer nam je bilo to super zanimivo, ampak knjiga je bila prepredena z izrazi, ki so biološko ful specifični, ki je potrebovali en kup opomb, tako da smo porezali to, kar bi bilo prezahtevno mogoče za bralce, ali pa tudi to, kar bi jih morda tudi zmotili ali pa odvrnili od samega branja. Ker glive niso samo zanimive stališča biologije, ampak tudi pač samo kot neka živa bitja. In to je bil namen, jih kot živa bitja predstaviti. No. Hvala za to istočnico, glive kot živa bitja. Katarina, kaj pravzaprav so glive? Glive so organizmi, ki imajo čist svoje kraljestvo, niso ne živali, ne rastline. So tako v bistvu njihova telesa se skrivajo noter v lesu, v tleh, v drugih substratih, tudi v kakšnih kadavrih ali pa v še živih bitjih. Tisto, kar pa mi vidimo s prostim očesom, so pa v bistvu njihovi razmnoževalni organi. Glive se prehranjujejo lizotrofno, to pomeni, da nimajo želodcev, nimajo črev ali pa drugih prebavnih in drugih takih notranjih organov. V bistvu v svojo okolico spustijo encime prebavne, in ki jim pomagajo spremeniti te kompleksne molekule v bolj enostavne, in one potem to vsrkajo vase skozi celične membrane. So pa tudi ene prvih organizmov na tem planetu, o čemer smo tudi kar nekaj napisali, pa to se vidi v fosilih in tako naprej. Tako da v bistvu so zelo izverzirane, kar se tiče preživetja na tem planetu, razmnoževanja, kolonizacije in prehranjevanja. Kako so pa vstopile v tvoje življenje? To je zdaj past, ker če je pripovedovalka fikcionalizirana, predvidevam, da Katarinina zgodba ni. No. Torej, zgodnje otroštvo si preživela na Prulah. Ne vem, rastejo gobe na Prulah? Gobe so povsod. Ampak v bistvu me je s tem glivoljubjem okužil moj oče, ko me je po Jelovici pa po Golovcu tudi nosil v takem ruzaku nosaču za malčke in sva gobe nabirala. To je še preden sem jaz hodila, pa sem se mu drla čez ramo boba in pač ta boba oziroma goba, to je prevod, je bila tudi ena mojih prvih besed. Tako da je zelo zgodino. Zdaj, Ana rekla, da si amaterska mikologinja, ampak hkrati imaš pa en super naziv, sliši se zelo super, determinatorka. Kaj sploh dela determinator? Kdo je determinator? Determinatorji raziskujemo različne vrste gliv, postavljamo razstave, vodimo ekskurzije, pa delavnice, delamo popise gliv na različnih terenih. In če lahko tlele citiram našega profesorja dr. Franca Pohlevna, ki je opravil tudi strokovni pregled te knjige, on je v bistvu rekel, da lahko nekako tako povzamemo, da mikologi se ukvarjajo s telesi gliv, determinatorji pa raziskujemo pač njihove razmnoževalne organe. Ker oni se ne ukvarjajo toliko z raznovrstnostjo, ampak bolj ta čarovnija pod tlemi in v substratih pa tako. V kakšni meri so raziskane glive pri nas v Sloveniji? Je Slovenija gobarska dežela, če temu tako rečem? Ja, Slovenija je izredno gobarska dežela, gobja in glivja. In to je pa zato, ker imamo v taki majhni državici, kakor je Slovenija, toliko enih različnih mini biotopov, vsak kotiček ima nekaj drugega in glive kot neke vrste oportunisti najdejo potem, vsaka ima neke svoje pogoje, ki so najbolj zaželeni, različne simbionte, mikroklime, različne pogoje v glavnem, in zato jih imamo toliko veliko.
Kar se tiče tega, koliko jih imamo, mi je pa zdaj v soboto dr. Niki Ogris iz Gozdarskega inštituta Slovenije povedal, da jih imamo natanko 5659 taksonov, to je vrst in podvrst, to je natanko pač 100 več, kot takrat, ko smo mi dve nazadnje govorili. In tisto je bilo enkrat, v času pisanja tistega poglavja, se pravi, Zima je bila, ja. Zima, ja, trda zima. 100 več od takrat. In trenutno v Sloveniji največ novih vrst določa sigurno Anton Soklič. Jaz sem ponosna, ker sem v istem društvu v Gorjah. Pri določanju novih vrst najbrž uporabljate različna orodja, ampak ena najpomembnejših je tudi, oziroma najnatančnejših je ta DNK analiza. Ne? In tukaj v knjigi je zanimivo, da si odkrila rdečo čašico, ki pa ni tipična rdeča čašica, da temu tako rečemo. In zdaj v času pisanja knjige si poslala na DNK analizo in so že morda znani te rezultati, no? Ja, so. Dr. Balin Dima iz Inštituta za biologijo iz Budimpešte mi je javil in potrdil, da je to Sarcosifa avstrijaka, se pravi rdeča čašica albine oblike, tako kot sva s Tonetom tudi sklepala že na podlagi mikroskopije. Sam mi tega pač še nismo videli. Ni podvrsta, je drugačna oblika, se pravi neke vrste mutacija. Okay. No, lahko beremo, da si ogromno časa preživela tudi na tujem. Pa morda to ni toliko v ospredju, ampak še vedno me zanima, se razlikuje odnos do gliv od države do države? Ja, sigurno. Oziroma mogoče tako države pa te meje lih ne povejo toliko gobam, ampak tako različni biotopi definitivno. In meni je bila tako osebno najbolj zanimiva Transilvanija nazadnje, mislim v zadnjih letih, no. Nam šla zdaj čez celo Evropo, ker se to malo preveč, ampak tako, ne vem, sploh glede teh sadnih, prosto živečih dreves v nekaterih območjih, kjer so se pojavljale mikorizne glive specifične za ta drevesa in ker tega pri nas v Sloveniji ne vidimo, oziroma jaz tega ne vidim toliko pogosto, sploh ne na Gorenjskem, ne. Sem tam našla gobe, ki jih nisem mogla določiti, niti vrste, niti roda, kaj šele vrsto. In to mi je bilo zelo zanimivo. Meni je zelo zanimivo, ko najdem nekaj in pol imam neko detektivsko zgodbo ali pa pač ne vem, kaj je in je to takoj že veliko bolj zanimivo. Tako da ja, pa tudi v tistih pragozdovih, na onih ogromnih bukvah, kakšnih podrtih, sem najdla ogromen na različnih območjih tegale koralarskega bradavca, ki je pri nas redek, zaščiten, pa še na rdečem seznamu gliv. Pa lep. Pa zelo lep. Ja. Pa da se ga zdaj dobiti v Gubnjaku, ker so ga pred par leti ali koliko klonirali, no, sem prinesla kje en delček. Tako da se ga da tudi kupiti in jesti pri nas, sam ne iz narave. No, tega je bilo tam cel kup, tako da sem si ga kar malo privoščila tudi, seveda s tistim lokalnim ovčjim sirom pa materino dušico. Tako, no, ja. Zveni super. No, če mogoče je bil to malo bolj podrobneje o glivah samih, ne? No, pa že rekli na začetku, da je knjiga nekako dvodelno, oziroma stalno preigrava ta zgodbo o glivah in tvojo življenjsko zgodbo. Pa me zdaj zanima, kako sta sestavili to knjigo, oziroma na kateri točki je bilo to najbrž že na začetku jasno, da bo to zgodba o tvojem življenju in o glivah? Ja in ne. Katarina je bila vsem pričo neznanka. Poznali smo njeno strokovno zgodovino, njen poklic, nismo pa poznali nje osebno. Tako da potem, ko sem jaz enkrat ugotovila, kaj Katarina nosi, kaj je ona doživela, sem se odločila, oziroma ugotovila, da tega ne morem organsko spojiti z zgodbami o glivah, ker bi metaforizirala neke vsebine, ki jih ni mogoče metaforizirati. In sem se morala res kot avtorica odločiti za dvodelno strukturo, se pravi, eno so resnično glive, drugo je Katarina. Vse Katarina in glive obstajajo nekaj časa, potem se pa precej razrastejo. Tako da sem morala to
spoštovati, ker bi bilo, ne vem, mislim, da bi storila veliko silo Katarini življenjski zgodbi in tudi njeni integriteti. No. Katarina, kaj pa si predvidevam, da ta odločitev, da boste povedali svojo zgodbo, tudi ni bila najlažja? Ne, ni bila. Ampak v bistvu se mi je zdelo tako, da mogoče pa vseeno lahko komu tudi jaz s tem pomagam. Kar je v bistvu največ, kar lahko naredim iz tega, kar jemim. Zame je bilo drugače to pisanje na momente res naporno in travmatično, ker sem tudi in razmišljala in pisala o stvarih, o katerih nisem govorila, niti razmišljala, ker se je to prikradalo v mojo glavo, jaz sem to zradirala čim prej stran. Zaradi tega, ker pač ni imel koristi zame to sploh, v moji glavi, mislim. Ampak v bistvu zdaj, ko je pa to narejeno in je tega konc in vse, se pa ful boljš počutim, ker je bila to neke vrste terapija. In sem v bistvu skozi vse to uspela mogoče tudi samo sebe sprejeti malo bolj, ali pa veliko bolj, tako brez skrivanja pred sama sabo, pa tako. In zato sem ful hvaležna Ani, Maji, Urbanu, Branki, vsem, celotni ekipi Beletrine, pravzaprav Francu Pohlevnu, ki je naredil tak dober pregled, pa Niki Ogrisu, ki je res lep komentar tudi pol tam napisal, pa sploh tudi Ani Jerkič Jakob, ki pa je naredila kakšne krasne, to so res ilustracije, Ja, res. noro lepe. Boste videli. Lično. No, Ana, predvidevam oziroma si predstavljam, da pisateljica, pisatelj ima določeno mero odgovornosti vsakič, ko se usede in začne pisati. Si pa predstavljam, da je bil tukaj položaj še toliko zahtevnejši, oziroma je zahteval nek premislek o tem, kako ubesediti zgodbo nekoga, ki je doživel, kar je doživel. Velika odgovornost, ki sem se tudi jaz mečkam bala, in zlasti odgovornost do Katarine. Jaz sem želela, da se ona z besedilom kot takim počuti udobno, da v njem prepoznava resnico in tudi, da bojo bralci prepoznavali resnico in tudi videli Katarino. Se pravi, sem morala ves čas nekako uravnovešati biografiranje kot službo in biografiranje kot umetnost. Biografiranje kot služba, služenje Katarini, služenje javnosti in umetnost. Predvsem pa zadostiti neki resnici. In tudi na en način, kljub temu, da je Katarina življenjska zgodba zelo specifična, pa tudi seveda traumatična. Mislim, v zgodbi sami v njenem življenju ni nekaj takih zadev, ki jih nihče noče nositi. Se mi zdi, da se je konec, oziroma da se je zgodba spisala sama, ker Katarina je preživetveni tip človeka. Se pravi, meni ni bilo treba dosti, kot bi rekla, lomiti naracije, da je prišla do nekega lepega zaključka, zato ker se je Katarina ves čas, ker se je razvila. Se pravi, da z tega vidika sem imela jaz enostavnejšo nalogo. Bilo pa je, težko, pa lepo. Tako kot se prepleta življenjska zgodba in zgodba o glivah v knjigi, se mi zdi, da tudi o glivah velikokrat razmišljamo prav v korelaciji z ljudmi. In tukaj se pojavi ta en koncept, Wood Wide Web, gozdni splet, ki nekako se precej pojavlja v drugačnih kontekstih danes, ne samo v kontekstu gliv. Ana, zanimivo je, da ti to primerjaš z določenimi družbenimi ureditvami, ekonomskimi sistemi, Katarina je pa bolj zadržana do tega. Jaz sem v bistvu povzela spekulacije znanstvene skupnosti, ker se ogromno mikologov ali pa recimo da nekih mikoloških satelitov, pravzaprav radikalov ukvarja z vprašanjem, kaj to pomeni, če je narava organizirana na določen način, ali to lahko mi merimo z istimi vatli kot človeške družbe, ali ne. Tudi to zdaj ni moj originalni prispevek, jaz sem ne samo I was a mouthpiece za nekaj ljudi, ki bistveno več vejo in se s tem dejansko ukvarjajo. Je pa res, da imam recimo srček na določeni strani. Katarina, pa lahko pove, kako ona vidi. Mogoče kaj sploh je gozdni splet za začetek?
Ja, to je v bistvu splet, kjer tudi glive recimo skrbijo ena za drugo, skrbijo za drevesa, komunicirajo med seboj. V bistvu tudi tukaj je bila primerjava, kako je v bistvu miceli po strukturi podoben človeškim možganom, po mreži katerega se pač pretakajo nevrotransmiterji, in mi se delimo pač ljudje, a ne, vsaj enega z glivami, in to je ta dimetiltriptamin, se pravi DMT, ki se naravno v človeških možganih pojavi pred smrtjo in med porodom, ko je maternični vrat odprt na 10 cm, takrat, ko se te popadki zamenjajo iz ene faze v drugo. Kaj delajo pa glive z DMT-jem, pa ne vemo še nobeno. To je ena zanimiva, recimo, od teh. Pa ta komunikacija, ko glive komunicirajo med seboj, tako s temi električnimi signali, in vsaka vrsta ima svoj jezik. To je odkril tale računalniški znanstvenik, kaj že Adamski. In je v bistvu veliko znanstvenikov tega mnenja, da če bi dekodirali jezik gliv, bi potem tudi lažje razumeli razne spremembe v okolju, kakor so čistost vode, pa tele kakovost tal, pa take stvari, na katere so glive občutljive. Večkrat se pojavi ta ideja, da bi nekako unovčila svoje znanje, pa se zdiš nekako zadržana do tega. Ne, mogoče se motim. Probam vedno najti neko v redu pot, ne. Je pa res, ja, da mislim, če imaš tle, ne vem, v mislih to, a jaz prodajam gobe ali ne, to tudi veliko ljudi me vedno tudi takole restauracije, ja, pa dej, pa mi bi to. Jaz ne prodajam gob, ne. Jaz sem proti temu, meni se zdi, da prodajanje prosto živečih gob iz gozda, da je to res proti mojim moralnim standardom, no. Proti gobjim moralnim standardom. Mislim, tam vidimo na raznih socialnih omrežjih, kako se tisti, ki so šli poropati cele gozdove, cele prtljažnike, polne jurčkov, hvalijo, ne. In ne samo, da so oni naredili veliko škodo, oni to spodbujajo naprej in tega je potem vedno več, ne. Tako da, ne vem, recimo to prodajanje, pa to proti temu res, jaz sem ful proti temu, ne. No, po drugi strani pa podpiraš gojenje gob. Ja, to pa definitivno. Gobnjak si že omenila. Gojenje gob pa sigurno podpiram in tudi zaradi tega tako rada sodelujem z gobnjakom. In pač zato, ker gojenje nekako blaži ta udar človeške roke na gozdove. In tudi ni tako vprašanja pol, ne, recimo, če smo mi neko gobo vzgojili, pol to, kar ven zrase, je to, ne. Ni ono vprašanje, a je to, a je neki ful strupenga, ki je podoben, a ne, in smo se pol že tle v bistvu precej zaščitili, ne, ko gojimo. Pa še zdravilne vrste so veliko bolj zdravilne trohnilke, to so tudi gobe, ki jih gojimo, ne, mi koriznih ne moremo, razen pač določene v gozdovih, kakšne mlečnice, ki so tudi zdravilne, ne, ampak samo med živimi drevesi, simbionti. No, kar sem hotela reči, malo preskakujem, sorry, da te trohnilke zadržijo zdravilne vsebine v sebi, a ne. Mikorizne glive pa to vračajo drevesom oziroma to nekako kroži tam, a ne, med njimi pod zemljo. Zato je tudi pametno gobe gojiti in potem imaš lahko cel kup nekih gob, ki so v naravi zavarovane ali pa na rdečem seznamu gliv doma in jih gojiš in jih imaš, kakor hočeš, jih ješ, kakor hočeš, delaš iz njih, kar hočeš in ni nobenih, mislim, pač takih omejitev, ki bi lahko škodovale. Ana, prebrali smo lahko, da še vedno ne ješ preveč rada gob, še vedno? Ne. Ne. Čajev sem pa
kar nekaj spila. Tudi v bistvu nisem vedela, da se lahko čaj človek pripravi, dokler me ni. Katarina razsvetlila in mi tudi, ko sem enkrat trpela za nekim čudnim, dolgim covidom, glavoboli, mi pripeljala en paket iz Tržiča. In pač to je Katarina. Zdaj, če se navežem na to, kar si rekla, ona resnično počne to, kar govori. Se pravi, komercializacija ni samo to, da razglaša, da je komercializacija ne zanima, oziroma da ne zanima prodaja gob. On tega dejansko ne počne. In to se mi zdi spoštovanja vredno. Ker pač vemo, da se ljudje vedno, mislim, pogosto se hitro zasučajo. Ja. Reden, mogoče, če sklenemo, od gob se zdi, da se lahko še marsikaj naučimo. Definitivno. Ja. Tudi odvisno, kaj iščemo, ne? Ampak recimo lahko se naučimo od mikoriznih gliv, kako bi lažje živeli medsebojno v kakšnem miru, ljudje tudi. Od tega, recimo, ko pogledamo, koliko ima en kvadratni meter zemlje v gozdu ali pa že sam en kubičen centimeter različnih vrst gliv, pač v miceli. Lahko bi se s tem naučili kaj o strpnosti, pa mogoče najbolj pa to, da ko glive raziskujemo, oziroma ko jih iščemo, pač ko najdemo eno gobo, gobenes, pač da se ustavimo, jo pogledamo iz vseh strani, jo povohamo, jo vprašamo, kdo je in kaj tam dela. In že to sam po sebi je en tak užitek, da jaz sem se že samo od tega od gliv naučila to, kako vsak trenutek življenja posebej nekako živeti. Tako kakovostno. Mislim, da je Katarina vse povzela. Jaz bom pač do konca življenja pila čaje. To je to. Pa se vedno tudi še izobraževala, ker ni tako, da sem zdaj, ne vem, nekaj izčrpala. Bi pa še nekaj rekla. Meni je bilo kot amaterki, s katerimi lahko delati, ker kot sem zdaj videla, ona pa samo odpre usta in potem se ven zlije vse znanje. Tako, it's easy, to je zelo hvaležno. Ja. No, sej, glede tega, kaj bi jaz sam še malo dodala, da je to izobraževanje v glivah izrednega pomena. Lih zaradi tega, ker ljudje ne morejo spoštovati nekaj, kar ne poznajo. Znanje pa pač odpira vprašanja, daje odgovore, spodbuja radovednost in potem pač se ustvari nek lep odnos med človekom in glivo. Ja, ampak ne samo, ne vem, delavnice pa ekskurzije pa to, ampak tudi v kulturi, v umetnosti, podobe gob, v slikah, v fotografijah, kipi, tudi ta knjiga najina, to definitivno spodbuja dobre odnose med človekom in glivami. Hvala lepa, mislim, da je res da marsikaj poleg tega, ampak zagotovo morda dober prvi korak v svet gliv, ta vajna knjiga. Torej, najlepša hvala za današnji pogovor. Hvala za pogovor. Hvala tebi. Beletrina, uživo.